Lep petek v petkovem ekstremu. Dober dan. In Grega, povej, kaj so te škatlice? Te škatlice so pa Huawei P10. Pa Huawei P10 Plus. Jaz bom imel dost takih vprašanj danes, ki so mogoče malo hecna, ker se ne spoznam toliko na telefone. Okay, da, če bo kaj tacga, ne čudno gledati. No. Ne bom. Praši karkoli te je vola. Drugač pa danes je unboxing. Prvo unboxing, ki ga bova naredila z novimi telefoni. Povedal bom, zakaj se splača ta telefon, zakaj se ne splača ta telefon kupiti, kakšna je cena. To je pa to. Super. Za kakšnega, ki se bo še odločil, pa se še ni odločil, se bo mogoče zdaj odločil. Tako. Pa kar začnimo. Kar začnimo iz ne tistmo, ki ni plus, ampak zbimo kaj navaden. Navaden plus, lej, ti ga lahko začneš kar odpirati tega. Saj še čiz zapakiran. Fulma hud dizajn. Pač Huawei se zmer potrudi, da ima dejansko ful dobro škatlo in se vem, da to nima nobenega pomena, ampak lej, kako se lepo odpre. Lej. Res lepo. Tako da, mislim pač, res je tak poseben čar je, ko odpiraš telefon. Oni imajo drugač prav zaposlene ljudi za škatle. Da se izmislijo dizajna ali tako. Samega dizajna, kako se škatla odpira, kako bo vse delovalo. Se pravi, noter imamo Huawei P10. Tako, noter je, lepo zapakiran, v zlati barvi, enega imamo zlatega, to je zlata barva. Bomo kar odvili ga. Mogoče se kdo bo dale vprašal, pa boš mogoče malo razložil, kako si prišel sploh do teh telefonov, da je dovolj, da danes tale odpiranje. Jaz delam pri enem operaterju slovenskem in pač se da pol to dobiti, te telefone. Tako da pač, to so testni telefoni, ki jih lahko probamo. Tako da, to je to. Kaj imamo še v škatli? Se pravi, imamo navodila. Wow, lekašno, kar eno tako škatlico. Ok, se pravi, imaš slušalke. Slušalke iz AUX-a, tako da to je telefon, ki ima še ta možnost za slušalke. Zdaj pa nime, recimo, večino telefonov strmi zdaj k temu, da ni. iPhone je začel s tem 7 in so dali pač to stran. Kaj pa ima zdaj namesto tistega? Prek tega, ki je zapolnit, ampak bolj, ki ne promovirajo oni AirPode, to je tisto, da daš v ušesa Bluetooth varianta. Ni glih, če mene vprašaš, ni glih to pametna ideja, ampak je pač odločili so se tako in zdaj itak, ker je to iPhone naredil večino in sledi. Oni so pa obdržali to, kar je meni ful pozitivno, ker dost folka poznam, ki fila telefon pa posluša muziko, ne? In pač na iPhoneu tega ne moreš. Če imaš Bluetooth pa... Če imaš Bluetooth je cool, samo moraš pa spet slušalke filati. Imaš prazne slušalke pa, so spet drugi. Ampak tle dobiš zraven in še zelo v redu, kakor sem bral, nisem jih še sprobal, ampak so zelo dobre slušalke. Polnilc in to je to. Pa navodila za uporabo itak. Tako da, to boš ti rabo, a ne? To mi je srabo. Zraven dobiš tudi tistle, veš kaj je to? Škatlica. Tole. Najbrž kaj, da... To imaš pa za ključek, za odpret SIM kartico. Aha. Tle pritisneš noter pa se odpre. To ni... Zdaj se, te telefoni se ne odpirajo več. Se pravi, to je fiksno zapakiranje, se ne da ne baterije, ne nič ven vzeti. Tako da, zato imaš to pritisneš, pa gre ven. In imaš za SIM kartico, a ne? Nano SIM kartica gre noter, micro SD ali še ta druga SIM kartica. Tukaj imaš lahko ali. Se pravi, lahko imaš dve SIM kartice, lahko imaš pa eno SIM pa SD. Se pravi. Eno budasto vprašanje prvo. Tok mehne kartice niso, jaz sem navajen na SIM tiste klasične. Ja, to je zdaj že obstaja navadna SIM kartica, pol obstaja mikro, ki je mačkan večja od te, taj pa nano.
To je prav SIM kartica, ne una polnilna. Ne, to je prav SIM kartica. Toliko majhna SIM kartica. Ko boš dobil nov telefon, boš mogel najbrž tako kartico imeti. Če ne boš kakšnega full starga, ti si zgodovinar, pa imaš tudi zgodovinske telefone. Ne, to sploh telefon ne maram. Ja, to je tukaj sva. Ja, no, pač, ali, mrskešen misle, ima za SIM kartico pa za SD. Ne, ali. 2 SIM kartice ali 1 SIM kartica, mislim pač 1 itak, pa pol SD. Razširljiv spomin do 256 GB, da šlo kartico noter, tako da je to polhna kapa. Še eno tako vprašanje. Povej. Huawei, to jaz ga šele nisem dolg nazaj. Ni bilo dolg nazaj, ko sem prvič slišal za Huawei telefon. A to je prav firma? Ali je to kakšna... To je prav firma. To je kitajska firma, ki so v bistvu trenutno prvi na kitajskem trgu, so najboljši po prodaji. Na svetovnem trgu so pa ta prvi pač Samsung, ta drugi je Apple, ta tretji pa Huawei. Tako da so kar visok na splošno pri prodaji. Ma pol Nokia, kaj šanske zdaj spet užgala? Zaenkrat deleč no go. Mislim, mogoče jim bo ratal, ampak glede na to, kakšne telefone so zdaj le ven vrgli, ni glih, da imajo sploh šanso za konkurirati. Ok, gremo zdaj kar naprej. A ga bova prežgala telefonček? Izvoli. Evo, se že prižiga. Lahko zdaj gledate, koliko časa rab, da se prežge. Zelo hitro se drugače prežge. Zdaj gremo pa lahko že kar po vrst. Kaj sem si jaz napisal, da bom povedal? Lahko gremo po specifikacijah kar po vrsti. Kaj naj jo zanima? Se pravi... Wow, Huawei. Se pravi, prva zadeva, ima manjši ekran kot P9. P9 je prejšnji model, logično najbrž, ne? Po dimenzijah je nekje isto velik, kot je P9, ampak je... Kar pokaž. Ja, tle imaš za SIM kartico noter. Ja, nima 5,2 inčen ekran, ampak ima 5,1 inčen ekran. Tako da je mačkanje zmanjšan ekran, ampak rečemo, da ni toliko razlike. Kaj so dal? Ni več gumba za prstene odtise spodaj, kaj je, ni več na zadnji strani, ampak so ga spredi preselili. Tako da... Kje je zdaj ta gumb? To je gumb za prstni odtis. Ja. Aha, tako je v bistvu za vse. Ja, tako, ja, sam to ti bova pol še prišla do tega, kaj so spremenili na temu gumbu, pa kako je drugače. Ja, se pravi to, kaj sem hotel pol naprej reči, kovinsko hiše je celoten, ni plastika, tako da je zelo kvalitetna izdelava. Ima zadnji 2 fotoaparata, eden fotoaparat, vsak misli pač... No, vsak misli, no. Ti ne misliš, ker nisi ne poznaš, ampak iPhone 7 recimo ima isto, 7 Plus ima isto 2 fotoaparata. In eden je širok kot, eden je pa normalen, ne? Se pravi, da lahko kao več prezumiraš, pa imaš normalen zoom in je boljša. Ali pa da bolj v manjših prostorih večji kot. Pri temu ni tako, ne? Ta ima eno kamero, ima monokrom, to pomeni črno-belo, eno ima pa barvno. Zakaj, mrskešen bi rekel, zakaj to rabim črno-belo pa barvno? Tudi jaz ti bi vprašal to. Zaradi tega, ker on ima noter softverski program, z obema naenkrat slika in pač, ker je tista monokrom, lahko v temnejših prostorih pač bolj posvetliš sliko in je lepša je slika v temnejših prostorih, zaradi tega, ker je ena črno-bela, ena pa normalna, ne? Tudi same slike, recimo, če bi črno-bele slike šel delati, so ful lepše, kot pri mrskešemu drugemu telefonu, zaradi tega, ker je v celoti cela kamera črno-bela narejena, ne? Druga zadeva, te dve kamere, ki so želih pri fotoaparatu, ena ima 12 megapikslov, ena ima pa 20 megapikslov. Kjera ima 20 megapikslov? Črno-bela, barvna? Barvna. Ne. Hotel sem reči črno-bela. Črno-bela ima 20, barvna ima 12 megapikslov. Tako da kjerkoli preberete ali pa kjerkoli, da ima 20 megapikslov, ne, nima 12 megapikslov, ima za normalno slikanje imaš ti 12 megapikslov. Kar nima nobenega pomena. 20, 12, to je vse več kot preveč za normalnega uporabnika, ker pač nikoli nobeden s telefonom ne dela
ne vem koliko ogromnih povečav, 30x40 ali pa ne vem kaj še, plus centimetrov, da bi velike slike delal. Pač to imaš za domačo uporabo in to je 12 megapikslov, polhna kapa. Že 5 megapikslov je zelo velik, tako da pač megapiksli niso vse. Pač mrzkešen misle, več ima megapikslov, boljši ima fotoaparat. Ne, ni to res. Je milijon drugih stvari, ki so veliko bolj pomembne kot kar megapiksli. Je fajn, da jih ima veliko, če delaš velike povečave, drugače pa ne. Naslednja zadeva... Ena zadeva, kako pridem iz tega ven. Evo, da si pa noter. Kje sva ostala? Se pravi, ena velika prednost, ki je, tudi je to, da ima hitro polnjenje ta telefon. Se pravi, v pol urice ti nafila se pravi 50%. Se pravi, v 1 uro vzga. Ja, ni glih, ker takrat se filanje malo počasni, tako da recimo pol ure 50%. Ni glih tako, ker se nafila isto hiter, ker je pač bolj za baterijo, da se na koncih bolj počasa. Tako kot včasih, ki si kasete vrtel, na koncu pa na začetku ni bilo cool, da je isto hiter vrtel. Isto je za te baterije. Tako. Naslednja zadeva ima Androida 7.0, Nougat, pač ta zadnji Android, tako da to je super zadeva. Lahko si meni prirediš na ta način, kot je recimo Apple, da imaš vse ikonce na prvi, ti kar probavi fotoaparat. Reč ima ful dober fotoaparat, res. Ja, vidim. Je v bistvu to fotoaparat ugrajen v telefon. Tako nekako, ja. Malo od lajke leče, ker je tudi velika prednost. Kar razlagi. O čem sva že govorila? V meniju, da imaš lahko kakor na iPhonu, oziroma pač tako kakor na vseh ostalih Androidih, da greš direktno v meni noter, pa imaš noter aplikacije. Se pravi, ni delaj naštiman tako kakor je na iPhonu. To se pomeni, če pokaževa tebi, nimaš nobenega dejanskega menija noter, veš, da bi šel prav v meni. Vse aplikacije imaš direktno na zaslonu. Tako da, kakor ti paše, tako pa narediš. Mislim, tako pa imaš. Če hočeš biti malo bolj iPhone, si pač tako narediš, če ne, imaš pa tako kot večino Androidov. Imaš pa v nastavitvah to, da spremeniš. Naslednja zadeva, ki je ful dobra, je se pravi, telefon, če se bo telefon ful pregreval, on upočasni, pač začne bolj počas delati, tako da dejansko nikoli ne moraš imeti ful vročega telefona, ker on vidi, da je ful vroče in pač telefon sam ti bo ful bolj počas začel delati in to je to. Pač ne boš imel vročega telefona, kot kar prmrskašemo, kar je meni ena zelo velikih prednosti. Ena izmed zelo zanimivih zadev je, recimo, on zazna, imaš prst, in on zazna, da ti delaš zdaj s prstem. Če pa boš dal tako, če prav zadnjemu delam, boš pa ti lahko naredil, ne vem, screenshot. Zdaj sem naredil screenshot tega. Se pravi, označuje tisti, tako. Sem zgledal tudi dobro. Ja, pa če hočeš screenshot narediti, imaš ful več funkcij. Če napišeš C, recimo, ti bo kamero odprl takoj. Če ti bo, recimo, če čez celo potegneš, ti 2 zaslona naredi. Tako pač, take cool zadeve, ki mogoče niso glih ful uporabne, ampak je cool, da je. Pač noben nima drug tega, mislim, saj nisem še videl, da bi imel kdo drug to. Tako da je pač ena taka fajn lastnost. Tako da to, pa smo bili, kje smo ostali? Pri fotoaparatu, kaj ćemo še povedati od fotoaparata? Ima optičen stabilizator tudi zraven, tako da to je tudi velika prednost, se pravi, da se ti malo trese, če se ti malo trese oziroma če je malo manj svetlobe, bo še zmer lepa slika. Kaj zdaj ti delaš? Ja, razlagi, imam že nekaj delam. Veliko ti, recimo, imaš možnost v fotoaparatu, kot ti, recimo, kot te jaz slikam, a vidiš, imaš ta portrait mode, se pravi, tle gor, tega, in to pomeni, da bo ti ful razostril ozadje. To je tisto, kot recimo ta fotoaparat, ki
ki te jaz slikam, ki dan zaslonko, ne vem, 2.8, boš ti oster, v zadnje bo pa ne ostro. On bo to zaradi tega, ker ima 2 kamere, bo to lahko naredil, mislim, veliko lažji, pa ima pa še softversko razostrevanje v zadnje naredi. To sam. In ti lahko pol v bistvu še sliko, še kasneje v bistvu prilagajaš, koliko neoster hočeš v zadnje. Zakaj hočeš neoster v zadnje? Zaradi tega, da poudariš tisto osebo, zaradi tega se temu reče portret mod. Evo, lej, recimo, jaz bom tebe slikal, dajmo najprej navadno, brez tega razostrevanja. No, poglej me. Tako. Evo, ta slika šla pol gor, zdaj bo pa še iz tem razostrenim ozadjem. Gremo še eno. Evo, tako, in zdaj ti lahko pokažem razliko. No, bo odprl. Imaš... se vidi. To, pa to, ne? Pač pol lahko še dodatno narediš bolj neostro sliko, ampak ja, to. Fajn je pa v kameri, ker lahko ima ful ročnih nastavitev. Ne? To je za recimo nekoga, ki se malo spozna, je to v bistvu ful velike prednost, zaradi tega, ker recimo, ki je enkrat noč, večino fotoaparatov, telefonov počepne. Ne? In ta ima pa pač ful možnosti, da ti lahko daš nastojav, pa lahko narediš v bistvu ful hude fotke, tudi če ni veliko svetlobe. Lahko ga daš, mislim pač, če si naštimaš določene zadeve, ne vem, ISO višji, pač malo več šuma imaš, ampak so bolj ostre slike, pa take zadeve. Ful imaš ročnih stvari, ki jih lahko naštimaš v fotoaparatu. Kaj pa ni prednost, mislim, kaj mi pa ni bilo všeč recimo na temu telefonu, kolikor sem ga jaz na hitrico spoznal, je pa to, da nima odpornosti vode, prah, ker ima danes, recimo, mislim... Sem bali hotel vodo ga dati, pa da bom telefon cajtov delal. Ne, pač je fajn, mislim, danes, ko kupuješ tak telefon, to je telefon recimo v prosti prodaji 630 €, ne? Je kar neki denarja, ne? In konkurenca, recimo Samsung, iPhone, Sony, vsi imajo, tudi LG G6 recimo zdaj bo imel odpornost voda, ne? Ta pa tega nima, tako da to je mogoče ena izmed... Vem, ampak vse načeloma nimaš telefona zato, da ga boš podeljil. Ja, ampak to so tiste malenkosti, ki mogoče kakšen ga lahko prepričajo, da ga ne bo vzel lih zaradi tega, ker pa tega nima. Drugač pa super telefon, sam telefon ima 32 GB notranjega spomina, 4 GB rama, tako da to so super specifikacije. Mislim, pač kar se tudi spodob za tak telefon, ki je tega, mislim, ki je pač to gnarja. Evo, pa sva nazaj. Ja. Tale bo ustal za naslednjo oddajo. Malo se je zavlekla ta oddaja, tako da bo v naslednji oddaji bova pa še 50+. Sej ni toliko razlike, pač bo malo krajši del nasleden, zaradi tega, ker bom v bistvu samo povedal, kaj je še dodatno od tega. Tako da, to je to. Kupite nov telefon, če imate željo, je zdaj na prodaj. Od kdaj? Že, od danes naprej že lahko kupite ga. Po vseh prodajalnah. Ja, po vseh prodajalnih. Tako. A lahko govoriva drugače to, ne? Ja, se niso omenila točno, kjermo prodajalcu. Lahko pridete v Kolandijo, v Kamnik, kjer jaz delam. Pa boste tam kaj videli. Pa lahko mene vprašate, če vas še karkoli zanima. To je pa to. Ok, lep petek, pa se vidimo drug teden, ne? Čau!